Ja, spoštovane razstavljavke, spoštovani razstavljavci, prav en lep dober večer želim. Sicer smo si tole prijetno druženje, boste videli, kako prijetno bo, zamislili sicer v atriju sejmišča, ampak saj ste videli, kako nam jo je vreme danes zagodlo, ampak nič ne de. Verjamem, da bo v tej modri dvorani izjemno prijetno vzdušje, vidim, da je tudi že tako. In vse skupaj se bo le še stopnjevalo. Danes seveda podelimo sejemska priznanja, ta podeljujejo Celjski sejem, pa Mestna občina Celje, potem Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, v nadaljevanju pa, kot rečeno, sledi še bolj sproščeno in prijetno druženje. No, najprej bomo podelili priznanja družbe Celjski sejem. Priznanja bodo podelili magister Robert Otorepec, izvršni direktor družbe, pa Nina Ermenc Pangerl, članica upravnega odbora družbe Celjski sejem in član komisije gospod Borut Pregelj. Vse skupaj vabim na naš oder. Sejemsko komisijo pa je prav tudi, da jo omenimo, sestavljali so jo predsednik komisije Aleš Lisac, pa Borut Pregelj in Sergeja Marjanovič. Tako, pa najbolje, da kar začnemo. Dobrodošli. Najprej bomo podelili posebna priznanja. Tega prejme Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Ljubljana, in sicer za celovito predstavitev delovnih področij ministrstva, organov v sestavi in izvajalskih institucij ter sooblikovanje aktualnega strokovnega dogajanja na 49. mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti. In gospod minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek, in gospa Jerneja Lampret, zaslužna za to, da se je vsa ta predstavitev tako dobro odvila. Oba bosta torej prejela priznanje. Seveda še morda tudi kakšen lep kader za naše fotografe. Iskrene čestitke. Tako, še kakšen trenutek za slikanje. Tako, ker pridite malo bližje, malo v ospredje odra. Tako, iskrene čestitke, hvala lepa. Tako, podelili bomo tudi drugo posebno priznanje, prejme ga podjetje Petrol Ljubljana. Vabim predstavnika podjetja, seveda, da se oglasi na našem odru. Priznanje pa dobi za celovito predstavitev svoje dejavnosti na letošnjem 49. mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti, ki odraža slogan največje slovenske energetske družbe Energija za življenje. Predstavnik podjetja Petrol, torej vabljeni, da prevzame na našem odru posebno priznanje družbe Celjski sejem. No, če koga ne bo, seveda v naši družbi velja povedati, da priznanja pridejo v prave roke, da jih bodo vsi tudi dobili. Še tretjo priznanje bomo prejeli in predali. Inox prerada iz Pančevega ga prejme podjetje, torej in sicer za proizvodnjo bojlerjev visoke kakovosti in proizvodnega programa za predelavo sadja. V preteklih letih so na Mosu že vzpostavili kontakte, ki jim zdaj omogočajo izvoz nagrajenih izdelkov. Iskrene čestitke. Tako, to so posebna priznanja. Bomo povabili potem vse skupaj seveda tudi posameznih kategorij, da se vsi skupaj tudi slikajo za ene lepe fotografije. Hvala lepa. Tako, podelili pa bomo v nadaljevanju tudi bronasta priznanja. Sterle d.o.o. za izdelavo rolo komarnika. Jaz bom podeljevalce prosila, naj pridejo malo bližje k publiki, oder je velik. Predstavnika podjetja Sterle pa torej vabim k prejemanju priznanja. Izdelek je inovativno zastavljen in izdelan tako, da omogoča večji prehod zraka in same uporabnosti, omogoča enostavno in kontrolirano odpiranje in zapiranje, no črna mreža pa omogoča boljšo vidljivost iz prostora. Iskrene čestitke.
Tako, prejemnika bronastega priznanja in tudi vseh bomo poprosili, da ostanejo na našem odru, da bo tudi skupinska fotografija takšna, kot mora biti. Drugo bronasto priznanje pa prejme podjetje KGB Studio Katalin Grubelnik Biro SP in sicer za projektiranje in oblikovanje lesenih hišk na stebrih med drevesi. Leseno hiško na stebrih lahko postavimo kjerkoli, najbolje na robu gozdov, njen notranji omet iz gline pa omogoča uravnavanje vlage v prostoru. Zaradi postavitve na lesenih stebrih ne posegamo v naravo oziroma rastoča drevesa, kljub temu pa dosežemo učinek hiške na drevesu. Primerna je tako za glamping ali pa kot dopolnitev otroških igral. Iskrene čestitke. Še enkrat torej vabim vse prejemnike, da počakajo na našem odru za skupinsko fotografijo. Tako, hvala lepa. Tretje bronasto priznanje pa prejme Zavod za zdravo življenje za zlati G. Lešnikov namaz. Namaz je revolucionaren ekološki in ročno izdelan iz 5 sestavin, ne vsebuje konzervansov, ojačevalcev okusa, sladil ali kakršnihkoli drugih umetnih aditivov. Vabim torej predstavnika Zavoda za zdravo življenje, da pride na naš oder po bronasto priznanje. Iskrene čestitke. Tako, priznanje bo prišlo v prave roke iz podjetja Sterle, predstavnika pa seveda vabim na naš oder za fotografe, da nekako zaključimo tole skupino bronastih priznanj, ki jih podeljuje družba Celjski sejem. Dobro. Fotografi bodo imeli kakšen trenutek. KGB Studio, kar izvolite nazaj. Vas bomo povabili še enkrat na naš oder. Skupinska fotografija je tudi nekaj, kar verjamem, da bo prav prijetno izgledala. Tako, iskrene čestitke še enkrat, bronasta priznanja družbe Celjski sejem, torej podarjamo in to so nagrajenci. Tako. Mi pa nadaljujemo, hvala lepa vsem. Podeljevalci še ostanejo z mano na odru. Srebrno priznanje. Prejme ga strojno ključavničarstvo Simon Jeram SP za avtomatski sirarski kotel. Vabim predstavnika podjetja, da se nam oglasi na našem odru. Proizvod je rezultat dolgoletnega lastnega znanja in razvoja, kotel pa omogoča prilagodljivejšo in enostavnejšo predelavo mleka v mlečne izdelke. Stranka lahko preko spletne aplikacije, ki si jo namesti na telefon, tablico ali računalnik, nadaljavo spremlja dogajanje v kotlu. Iskrene čestitke za srebrno priznanje. Vabim pa tudi predstavnika podjetja Inox Vrbovšek d.o.o. za vodotesno pergolo Brisol Hardtop dobi srebrno priznanje družbe Celjski sejem. No, to je rezultat lastnega razvoja in proizvodnje, izdelan pa je iz aluminija in inoxa, ki ju lahko tudi po več kot 30 letih življenjske dobe recikliramo. Ima inovativno odvodnjavanje po sistemu naklonske strehe. Iskrene čestitke. Srebrno priznanje družbe Celjski sejem. Tako, mi pa bomo podelili še eno srebrno priznanje. Dobi ga podjetje Pirnar d.o.o. za Pirnar Ultimum Pure vhod z One Touch potezalom. Predstavnik podjetja Pirnar, dobrodošli na našem odru. No, vrata so unikatna svetovna premiera enostavnega odklepanja in odpiranja na prstni dotik z elektronskim potezalom, imajo čist in eleganten dizajn. Iskrene čestitke.
Tako, zdaj pa še seveda tudi skupna fotografija prejemnikov srebrnih priznanj, ki jih podeljuje družba Celjski sejem. Iskrene čestitke vsem. Še skupna fotografija, kar izvolite morda korak dva bližje. Tako, iskrene čestitke, hvala lepa. Podelili pa bomo tudi 3 zlata priznanja družbe Celjski sejem. Enega prejme podjetje Arh Vitalis za mobilno vitalno hišo. Vabim predstavnika podjetja ali predstavnico, da se nam pridruži na našem odru. No, podjetje nadaljuje svoje delo na področju montažnih hiš, narejenih iz simprolita. So hkrati varčne in parapropustne, česar v pasivnih hišah brez rekuperacije ne dosegamo. Bivanje v takšnih prostorih pa je neprecenljivega pomena. Čestitamo. Tako, še fotografi. Drugo zlato priznanje. Inovatika d.o.o. za inteligentni biotoplotni sistem IBS 48. Sistem je rezultat slovenskega znanja in proizvodnje. Na 1 kvadratni meter imamo integrirano celotno kotlovnico. Je elektroučinkovit, enostaven za rokovanje, ima več kot 90% izkoristek, porabi več kot 30% manj goriva kot ostale klasične kotlovnice in ekološko 99% čistost izgorevanja. Je pa poudarek na uporabi lesa, ki je v Sloveniji najcenejši in tudi najdostopnejši energent. Čestitamo. Zlato priznanje družbe Celjski sejem. Pa še nekoga bomo povabili na naš oder, da prejme zlato priznanje družbe Celjski sejem, potem pa seveda vse 3 tudi povabimo, da se slikajo za skupno fotografijo v kategoriji zlatih priznanj. Tako. Zlato priznanje prejme Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, stičišče znanosti in gospodarstva, in sicer za projekt Bionski človek za izobraževalne namene. S projektom Bionski človek za izobraževalne namene aplicira svoje najnovejše dosežke na področju visoke tehnologije v prakso za medicinske namene, ki bodo nam in prihodnjim generacijam skrajšali čas in povečali natančnost diagnostike. Iskrene čestitke. Še 3. zlato priznanje družbe Celjski sejem. Tako, zdaj pa še torej skupna fotografija s podeljevalci in pa seveda tudi vsemi 3 prejemniki zlatih priznanj. Malo nasmeška, pravijo fotografi. Tako, iskrene čestitke in hvala lepa še enkrat. Hvala lepa tudi podeljevalcem. Tako, podelili smo torej priznanja družbe Celjski sejem, iskrene čestitke. Mi pa seveda s podelitvijo tudi nadaljujemo, sledijo priznanja Mestne občine Celje. Podeljuje jih podžupanja magistra Darja Turk in pa Miran Gracer, mlajši predsednik komisije.
Dobrodošla oba na našem odru. Kmalu pa k sebi torej povabimo tudi vse tiste prejemnike priznanj, ki jih torej podeljuje Mestna občina Celje. Prvo priznanje prejme Šket Roberto SP, vrhe 33, tehar je pri Celju, za specialne dekorativne panele iz steklobetona in naravnih materialov. Dekorativni paneli iz specialnega steklobetona so narejeni iz naravnih materialov in so rezultat lastnega razvoja in inovativnosti celjskega podjetnika. Odporni so na sol, slano vodo, zmrzali in kemikalije, zato se uporabljajo v savnah, kopališčih, za skalnjake in fontane, za protipožarno zaščito na potniških ladjah in tudi za plezalne stene. Specialni steklobeton je narejen iz ekspandiranega stekla, specialnega cementa, AR steklenih vlaken in raznih dodatkov za prožnost. Iskrene čestitke, boste še počakali, a ne potem, da dobimo še skupno fotografijo. Drugo priznanje, ki ga podarja Mestna občina Celje, pa prejme podjetje Liviplant, okoljske tehnologije in inženirik iz Pečovnika, za rastlinsko čistilno napravo za čiščenje gospodinjskih odpadnih vod. Predstavnik podjetja, dobrodošli na našem odru. Podjetje Liviplant, torej, priznanje pa prejme. Rastlinska čistilna naprava služi za čiščenje gospodinjskih odpadnih vod in je tudi plod lastnega razvoja. Gre za eno prvih tovrstnih čistilnih naprav, tako v Sloveniji kot v tujini, ki jo je mogoče narediti modularno, kar omogoča hitrejšo in kvalitetnejšo namestitev. Onesnažena voda iz hiše priteče v večprekatni usedalnik in naprej do čistilne naprave. Čisti se s pomočjo mikroorganizmov, ki se sami naselijo na razpoložljivo površino nasutja, skozi katerega se potem pretaka voda. Iskrene čestitke. Tretje priznanje Mestne občine Celje pa prejme podjetje Minis iz teharske 4 Celje in sicer za večnamenski stroj Goseničar. Vabim tudi predstavnika ali predstavnico podjetja Minis. Dober večer. Lepo, da ste z nami, izvolite. No, podjetje se ukvarja s proizvodnjo in montažo panelnih kovinskih inoks in kovanih ograj, vrat in pogonov za vrata, pa zapornic nadstreškov in stopnišč. Na letošnjem sejmu se predstavljajo s strojem Goseničarjem, ki je plod lastnega razvoja in ga odlikuje multifunkcionalnost, saj je v enem stroju združeno več delovnih operacij. Iskrene čestitke. Četrto priznanje Mestne občine Celje pa prejme Zavod za zdravo življenje Jugorje pri Metliki iz Bele krajine, in sicer za izdelavo lešnikovega namaza Legi iz najboljših ekoloških sestavin. No, ekipa Zavoda za zdravo življenje pri ustvarjanju svojih revolucionarnih izdelkov sledi 3 temeljnim pravilom: okusno, zdravo in uporabno. Če predstavnika podjetja ni tukaj, bo seveda priznanje vsekakor prejel ob kakšni drugi priložnosti. Tako, iskrene čestitke, še skupna fotografija vseh prejemnikov in seveda tudi obeh podeljevalcev. Tako, podelili smo priznanja Mestne občine Celje. Hvala lepa, iskrene čestitke, hvala lepa čudovitima podeljevalcema. Sledi pa seveda podelitev priznanj Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Na oder vabim podeljevalca, predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospoda Branka Meha, in predsednika Komisije za sejemska priznanja pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, gospoda Vlada Mandiča. Dober večer. Kmalu pa se nam še pridružijo torej vsi tisti, ki bodo priznanja cehe tudi prejeli. Dober večer. Tako, smo pripravljeni? Smo.
Najprej bomo podelili bronasti ceh. Tega prejme podjetje Zidarstvo in fasaderstvo Robert Šket iz Teharji. Vabim predstavnika podjetja na naš oder. Podjetje Roberto Šket, ki se ukvarja s proizvodnjo betonskih izdelkov in sicer izdeluje dekorativne panele, kamine, fontane, baročne ograje in druge izdelke po naročilu. No, na letošnjem sejmu predstavljajo omenjen proizvodni program iz steklobetona in specialnega mikroarmiranega betona, odpornega na visoke temperature, za katere si po oceni komisije zaslužijo bronasti ceh. Iskrene čestitke. Podelili bomo tudi srebrni ceh. Prejme ga Oral kovaštvo Alojz Vrbnjak iz Limbuša. Vabim tudi predstavnika podjetja na naš oder. No, podjetje Oral kovaštvo Alojz Vrbnjak SP je družinsko podjetje, ki se ukvarja s predelavo kovin in nudijo izdelavo kompliciranih ograjnih sklopov, ročno in strojno kovanje, umetno kovanje in izdelavo konstrukcij vseh vrst. No, na letošnjem sejmu pa predstavljajo kovano ograjo, izdelano za paviljon v Mestnem parku Maribor po načrtu stare ograje pred 126 leti. Za ohranjanje kovaške tradicije in tudi spodbudo za nadaljevanje tradicije pa si po oceni komisije zasluži srebrni ceh. Iskrene čestitke. Tako, hvala lepa obema, iskrene čestitke, bronasti in srebrni ceh smo podelili. Hvala lepa. Gospoda podeljevalca pa bom prosila, da z mano še ostaneta na odru, še nekaj priznanj imamo za podeliti. In sicer sejemska priznanja. Enega prejme Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Ljubljana. Obrazložitev komisije, takole so zapisali: za celovito sejemsko predstavitev uspešnega povezovanja Odbora za znanost in tehnologijo z institucijami gospodarstva, šolstva, akademsko in znanstveno sfero. Iskrene čestitke. Tudi dobitnike vseh sejemskih priznanj, ki jih podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, bomo poprosili, da ostanejo na našem odru, potem za skupno fotografijo. Naslednji, sekcija elektronikov in mehatronikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije za celovito sejemsko predstavitev izdelkov in storitev članov sekcije srednjih šol in partnerjev. Iskrene čestitke. Naslednje priznanje pa prejme Institut Jožef Stefan Ljubljana za uspešno sodelovanje z Odborom za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ter zanimivo predstavitev odseka za tehnologijo znanja Instituta Jožef Stefan. Tako, iskrene čestitke tudi Inštitutu Jožef Stefan. Priznanje prejme tudi Goran Medja iz Jesenic za predstavitev inovativnega izdelka. Iskrene čestitke, dobrodošli. Podeljujemo sejemska priznanja, ki jih podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Naslednji, ki ga prejme, pa je podjetje Termotehnika iz Braslovč za predstavitev nadgradnje toplotne črpalke. Vabim predstavnika ali predstavnico podjetja Termotehnika po priznanje.
Priznanje prejme tudi šolski center Škofja Loka za uspešno sodelovanje s sekcijo elektronikov in mehatronikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ter za zanimivo sejemsko predstavitev. Tudi predstavnika šolskega centra Škofja Loka vabim na naš oder. Drugače pa seveda priznanje bo šlo v prave roke. Priznanje pa dobi tudi Ulica obrti. In sicer za celovito sejemsko predstavitev podjetja in projekta Ulica obrti in obrtnih poklicev. Priznanje tudi sekciji kovinarjev, sekcija plastičarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenija in sicer za celovito skupinsko sejemsko predstavitev izdelkov in storitev članov sekcij pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenija. Iskrene čestitke. Priznanje prejme tudi Simon Jeram iz Gorenje vasi in sicer za predstavitev inovativnega izdelka. Iskrene čestitke. Dober večer, dobrodošli na našem odru. Priznanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Priznanje prejme tudi območna Obrtno-podjetniška zbornica Maribor za celovito skupinsko sejemsko predstavitev izdelkov in storitev tako članov kot tudi partnerjev. Vabim predstavnico Obrtno-podjetniške zbornice Maribor, območno Obrtno-podjetniške zbornice, po priznanje, iskrene čestitke. Tako, vsi dobitniki priznanj seveda ostajajo na našem odru z namenom, da jih bomo potem vse skupaj še lahko tudi skupinsko poslikali, da mi ne boste ušli z odra. Tako, priznanje pa tudi območna Obrtno-podjetniška zbornica Krško za celovito predstavitev izdelkov in tudi storitev tako članov kot tudi partnerjev. Predstavnica, dobrodošli na našem odru, območne Obrtno-podjetniške zbornice Krško. Tako, iskrene čestitke vsem skupaj. Zdaj pa še skupinska fotografija, seveda tudi s prejemnikoma bronastega in srebrnega ceha. Tako, to so bili vsi dobitniki priznanj in 2 bronastih cehov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Iskrene čestitke še enkrat vsem skupaj. Hvala lepa. Hvala lepa seveda tudi podeljevalcema. Iskrene čestitke še enkrat seveda tudi vsem.